Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Leto 2022 je super volilno leto, saj bomo polnoletni državljani šli na volišča kar trikrat. Prvič že 24. aprila, ko bomo izbirali sestavo novega državnega zbora. Med kandidati za poslanca oziroma poslanko je tudi Sara Erdič Vuga, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Ja, lepo pozdravljeni vi in tudi gledalke in gledalci. Povejte nam, gospa Sara, zakaj ste se odločili za to kandidaturo? Za kandidaturo sem se odločila, ker se mi je zdelo, da smo se v zadnjih 2 letih res srečali z izzivi kot še nikoli prej. In se mi je zdelo, da lahko tudi sama nekaj prinesem slovenskemu političnemu prostoru. Zato tudi kandidiram. Ste kandidatka na strankini listi Gibanje Svoboda, ki jo vodi Robert Golob, drži? Tako je. V samo nekaj mesecih se je ta vaša politična skupina, stranka, povzpela med najbolj priljubljene. Čemu pripisujete to zanimanje za to stranko? Našemu sporočilu. Se mi zdi, da to, da poudarjamo strpno, prijazno komunikacijo, da je velika prednost naše stranke, pa tudi sigurno naš program, zeleni prehod, poudarjanje, da je treba pomagati mladim, opolnomočenje mladih, medgeneracijski dialog. Sem prepričana, da to prepriča volivce. Pa vendar večina strank stavi na svojo tradicijo, nekatere so stare v navednicah že 30 in več let, vi pa v nekaj mesecih nenadoma se postavite kar na čelo. Se mi zdi, da mora biti slovenski politični prostor vseeno odprt tudi za nove ideje, za nove ljudi in tudi v tem primeru za nove politične stranke. V naši stranki se je izbrala res ekipa strokovnjakov, ki so pripravili program, pa tudi ekipa odgovornih, sposobnih ljudi, ki ga bodo znali v praksi speljati. Zelo zanimiv se mi je zdel moto, ki ste ga zapisali na vaši spletni strani, tako berem: bodi sprememba, če jo želiš videti v svetu. To je dejal Mahatma Gandhi. Tako. Zakaj vas ta misel tako nagovarja? Spet bom povedala, da zaradi situacije zadnjih let smo ljudje nekako izgubili zaupanje v politiko, v obstoječe politične stranke in z veliko ljudi, ko se pogovarjam, pravijo, da na volitve ne bodo šli, da jih politika več ne zanima. Meni se pa zdi, da je pomembno, da s svojim zgledom pokažemo, da ne samo, da lahko izkoristimo svojo aktivno volilno pravico, ampak tudi pasivno in se odločimo, da bomo s svojim aktivnim delovanjem izboljšali razmere, v katerih živimo. Aktivno sodelovanje že, vendar na kakšen način naj komunikacije potekajo? Kot sem rekla, sama se zavzemam za svobodo govora in se zavedam, da je svoboda govora pomembna vrednota tudi za obstoj vseh ostalih svoboščin. Hkrati pa svojo svobodo govora lahko uresničujemo tudi na nek spoštljiv način, da tudi z nekom, s katerim se ne strinjamo, znamo komunicirati in mogoče priti tudi do nekih novih spoznanj, do katerih ne bi prišli, če bi komunicirali samo z enako mislečimi. Veliko mladih govori o tem, da politika je nekaj slabega, da je sopomenka za razne privatne zadeve. Razmišljate sami najbrž drugače? Tudi mogoče sem se malo težje odločila za svojo kandidaturo zaradi tega negativnega prizvoka, ki ga že sama beseda politika spremlja. Mogoče je razlog v tem, da je tako negativno vidimo politiko, to, da pogosto programi strank ostajajo mrtva črka na papirju in da potem si ljudje to razlagajo, da politiki nimajo resnega namena spremeniti stvari na bolje, ampak samo slediti lastnim interesom. Sama sem pa prepričana in sem mogoče na ta način tudi na nek način idealist, da lahko vsak svojo aktivnostjo, s svojimi idejami in svojo moralno držo naredi spremembo v družbi.
naredi spremembo, vendar na spoštljiv način komunikacij. Tako. V vaši stranki ste napisali program, sem ga prebral in sem izbrskal nekaj vaših poudarkov. Zelo zanimiv in všečen je ta poudarek, da se zavzemate za zeleni prihod. To je pravzaprav že nujnost, ne? Ja, to je nujnost. In se mi zdi, da predvsem mladi to zadnja leta res na svetovnem nivoju poudarjamo, ker smo res v situaciji, ko je treba ukrepati tukaj in zdaj. Recimo, če smo tako resno se zavzeli za reševanje epidemije, ki je terjala toliko in toliko življenj, vsako leto že samo zaradi slabega zraka umre po ocenah 7 milijonov ljudi, zaradi ostalih okoljskih sprememb pa še toliko več, in se mi zdi, da moramo tudi to zagrabati takoj in ukrepati takoj in začeti peljati v to smer, da bomo živeli v čistejšem in bolj zdravem okolju. Poudarjate tudi znanje, ki naj bi bil glavni nosilec razvoja in uspeha. Povezovanje gospodarstva z izobraževanjem je najbrž ključno. Ja, tako je. Se mi zdi pomembno, tako recimo ko smo oblikovali svoj program, da nismo samo sledili nekim svojim idejam in ideologijam, ampak da smo povabili zraven strokovnjake, ker je njihovo znanje ključno pri tem, da ne delamo samo nekih všečnih politik, ampak tudi neke politike, ki so smiselne in ki jih je mogoče izpeljati. Šolski programi bi najbrž morali biti prilagojeni potrebam gospodarstva, pa ne samo v Ljubljani, tudi na podeželju. Ja, tako je. Prav za kandidaturo v tem okolju sem se odločila, ker je tukaj izjemen razvojni potencial. Je pa treba prilagoditi, se pravi, potrebe po kadru v teh krajih že zdaj so. Mladi pa še vseeno odhajajo iz teh krajev oziroma ne prihajajo novi. Se mi zdi pomembno, da se poleg obstoječih zagotovijo tudi nova delovna mesta, tudi da se odpre še kakšen morda srednješolski program, ne vem, naprimer kakšna zdravstvena nega, kaj podobnega, da bodo mladi lahko ostajali tukaj, se tukaj izobraževali in potem tudi to svoje znanje v tem okolju uporabljali. Posebej v programu poudarjate tudi potrebo, da smo vsi državljani, aktivni državljani, da budno spremljamo dogajanje in ga poskušamo usmerjati na strpen način. Ja. Zdi se mi pomembno, da ljudje sodelujemo z našimi predstavniki in predstavniki z ljudmi, ker samo na ta način imamo neko resnično povezavo z ljudmi, z njihovimi potrebami, jih tudi lažje razumemo, če z njimi sodelujemo, ampak morajo imeti tudi ljudje občutek, da so slišani in da jih poslušamo, ker brez tega občutka se jim zdi, ne bomo delili svojega mnenja, ker nas v vsakem primeru nihče ne posluša. Zato se mi zdi pomembno, da politika sodeluje s civilno družbo, tako kot so se prej pogovarjala s strokovnjaki, in da na ta način se zavedamo, da smo vsi v istem čolnu in plujemo v smer, ki bo sledila, ki bo omogočala boljše razmere za življenje vseh nas. Pravi odgovor na to naj bi bila vaša stranka oziroma Gibanje Svoboda, kot se imenuje. Poudarjate torej strokovnost, kakovostno in predano ekipo, ki je pripravljala program. Na volitvah boste pravzaprav preverili, če je ljudem ta program všeč. Ja, tako je. Kot zaenkrat kaže, jim je všeč in verjamem, da bo ljudi prepričal tudi 24. aprila. Imate tudi 4 temeljne vrednote. Na prvo mesto ste postavili zanimivo spoštovanje. Kaj ste mislili s tem? Kot sem že prej omenila, spoštovanje do drugače mislečih, tudi do ljudi, s katerimi se mogoče ne strinjamo. Kot sem rekla, jaz sem magistrirala iz sovražnega govora v praksi Vrhovnega sodišča ZDA. To je seveda povezano s svobodo govora. In svoboda govora je prav tista, ki omogoča, da se lahko pogovarjamo vsi, tudi tisti, ki različno mislimo, in samo na ta način lahko pridemo tudi do najboljših rešitev. Da vsak pove svoje mnenje in potem nasprotnika ali pa tekmeca prepriča s svojimi argumenti in na ta način lahko tudi dosežemo nek širši družbeni konsenz in strinjanje in sprejemanje odločitev.
Zanimivo, da ste besedo svoboda vtkali tudi v samo ime gibanja stranke in se imenujete po trenutnem predsedniku. Tako je. V stranki želimo, recimo potem se razlikujemo od kakšnih drugih obstoječih strank, da ne gradimo samo na prepoznavnosti in imenu našega predsednika, ampak na idejah in vrednotah, ki jih naša stranka, za katere se naša stranka zavzema. V programu poudarjate tudi odgovornost. Kaj ste mislili s tem? Odgovornost v smislu najprej odgovornega dela, odgovornega in zavzetega zastopanja svojih volivcev v parlamentu, hkrati pa tudi priznavanja lastnih napak in nošenja posledic svojih odločitev. Med te 4 temeljne načela uvrščate na 4. zadnje mesto zaupanje, pa najbrž ne zato, ker bi bilo najmanj pomembno. Ne, sigurno ne. Videli smo v zadnjih 2 letih, kako je zaupanje ljudi v vladajočo politiko padalo, kako smo se ljudje znašli v stiski zaradi tega. Pomembno je, da se zavedamo, da ljudje, ki nas predstavljajo in ki nas vodijo, imajo v mislih naše interese in skušajo delati za dobro vseh ljudi, in da niso na oblasti samo zato, ker je to samo po sebi namen. Zato se mi zdi pomembno, da zaupamo v pravno državo, v institucije pravne države in tudi v politiko. Povejva še nekaj vaših osebnih podatkov, tako da vas gledalci nekoliko bolje spoznajo. Stari, pravzaprav mladi ste 29 let, ne? Tako. Mlajši od naše države, pravzaprav. Ja, v bistvu skoraj točno 1 leto sem mlajša od države. Gimnazijo ste obiskovali v Ljubljani, na gimnaziju Jožeta Plečnika, po izobrazbi pa ste magistrica na Pravni evropski fakulteti Nova univerza. Magistrirali ste, kot ste že omenili, sovražnega govora sicer v Združenih državah, ampak mogoče bi lahko kakšno primerjavo kdaj naredili tudi s Slovenijo. Ja, v bistvu prav zato sem želela napisati, kako so stvari urejene v ZDA, ker ZDA so v bistvu najbolj strpne do vseh oblik skrajnega izražanja. In zato sem v bistvu tudi hotela to predstaviti v tem našem prostoru, zato da vidimo, katere prakse so mogoče, se lahko aplicira na naše razmere in katerim se moramo izogibati, ker dajo rezultate, kakršne vidimo, da dajo. Med vašimi profesorji je bil tudi Ernest Petrič, on vam je bil mentor na magistrski nalogi. Na diplomski nalogi je bil mentor, tako. Kako je z njim sodelovati? Odlično. Je res nekdo, ki ima ogromno izkušenj, ki je kljub svojim letom se zelo pripravljen pomagati študentom in svetovati, vedno ima čas za študente, tako da sodelovanje z njim imam res v lepem spominu. Kje ste sedaj zaposleni? Zdaj sem zaposlena v pravni pisarni na javnem zavodu, kjer se ukvarjam pretežno s pripravo pogodb civilnega prava in pripravo dokumentacije za javna naročila. Ste pa tudi mediatorka. Tako je. Imam opravljeno osnovno mediacijsko usposabljanje. Tega sem se želela naučiti predvsem zato, ker se mi zdi pomembno tako v zasebnem kot v poklicnem življenju in na vseh področjih svojega delovanja razumeti naravo konflikta, razumeti stiske, ki jih ljudje, ki so v nekem sporu, občutijo, in pomagati z nekimi konstruktivnimi metodami, z nekimi tehnikami te konflikte pomiriti in iti naprej. Te veščine vam utegnejo, če boste v parlamentu, tudi tam koristiti? Ja, sem prepričana. Bila ste tudi prostovoljka, ta podatek sem izbrskal v času študija. Ta vrednota prostovoljnega dela je nekaj, kar je skoraj že izumrlo, ne? Ja, se mi zdi pomembno, da ljudje nasploh, pa predvsem mladi, damo nekaj nazaj tudi skupnosti, v kateri živimo. Zato se mi zdi neka dodana vrednost, da lahko kakšno stvar narediš samo, da pomagaš ljudem, brez da dobiš nekaj v zameno. V mladih, še mlajših letih ste bila tudi športnica, imate lepe spomine na to obdobje? Ja, v osnovni šoli sem se ukvarjala z različnimi športi in imam lepe spomine na to.
Kateri od skladateljev vam je najbolj všeč? Obiskovali ste tudi glasbeno šolo. Klavir sem igrala v osnovni šoli, pa zdaj ne vem čisto točno, katerega od skladateljev, mogoče Mozarta, bi mogoče izdvojila. Kar zahtevno. Ja. Zakaj kandidirate prav v tem okolju? Ne mara tudi zaradi vaše družinske povezave. Povemo to, da je vaš oče Robert Vuga, direktor podjetja ETA Cerkno, ugleden gospodarstvenik v teh krajih. Vas je on nagovoril? Ja, v bistvu oče zdaj 4. leto deluje v Cerknem, je predsednik uprave, hkrati je pa tudi zelo vpet v lokalno okolje. In že odkar dela tukaj, on je počel marsikaj v življenju, no, ampak odkar dela tukaj, govori o tem, kako sposobni in pridni so Cerkljani oziroma ljudje iz teh krajev. Tako da odločitev, da kandidiram prav v tem okolju, ni bila težka. Predvsem zaradi tega, ker vidim tudi ogromen razvojni potencial teh krajev. Se mi zdi, da je ena izmed prednosti, ki jo razumemo v naši stranki, to, da moramo razumeti, da se morajo razvijati ne samo urbana središča, kot so Ljubljana, Celje in tako naprej, ampak vsi kraji, tudi podeželje. Tukaj recimo že sam na tem območju vidimo, da že zdaj obstaja potreba po delovnih mestih, da so tukaj velike tovarne, ki že zdaj delujejo, hkrati pa z ustanavljanjem novih delovnih mest, kar tudi v stranki predvidevamo s tem, da nameravamo subvencionirati podjetja, ki bi svoje sedeže premikala na podeželje, bi lahko privabljali tudi različne kadre, druge kadre in s tem mlade družine, tukaj bi jih lahko tudi ohranjali. Pomembno je, da bi se potem v zvezi s tem tudi začele nove aktivnosti. Predvsem je treba rešiti, kot sem rekla, stanovanjsko problematiko in sicer ne na ta klasičen način, kot smo mogoče se zdi na prvo žogo, sicer s postavljanjem nekih sosesk za mlade družine, je treba upoštevati pri tem specifike kraja. Se mi zdi, da je pomembno vlagati oziroma odkupovati starejše hiše in jih obnavljati. Na ta način bomo pridobili stanovanja za mlade družine, ljudje se bodo priseljevali sem, bodo videli možnosti odpiranja podjetij tukaj. Več mladih družin pomeni več aktivnosti spet pomeni več želje po ustvarjanju družine tukaj. In se mi zdi, da se res lahko tukaj zažene eno kolo napredka, ki bo prineslo razcvet tem že sicer čudovitim krajem. No, vsekakor ste optimistični. Ja. Poveva še to, da ste odraščali v veliki družini. Koliko bratov in sestra imate? Imam 2 sestri in 7 bratov, sem prva od 10 otrok, tako da tudi to je ena taka zanimivost, ki jo sem zanimivo ponovadi slišati o meni. Vam bo kdo sledil od bratov, sestra na tej javni poti? Zaenkrat ne, ampak mogoče pa kakšen od mlajših. Ja, smo v Idriji, pa je skoraj nujno vprašanje, če poznate žlikrofe, jih znate narediti, servirati? Predvsem jih znam jesti. Ne znam jih pripraviti. Se mi zdi, da to bi mi mogel pa nekdo pokazati. Ja, brez idrijske čipke tukaj ne gre. Kakšen odnos imate do nje? Idrijske čipke imam nekaj pratičkov doma. Idrijsko čipko, čipko nasploh rada nosim mogoče kot kakšen detajl na oblačilih. Za klekljanje sem pa tudi odprta, če bi me kdo pripravljen biti naučiti. Ja, ni tako preprosto. Ja, verjamem. Sara Erdić Vuga, želim vam uspeh na skorajšnjih volitvah. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Ja, hvala tudi vam. Predvsem bi rada povabila vse gledalke in gledalce 24.4. na volitve. Če bodo pa obkrožili Gibanje Svoboda, je pa to sploh plus. Odlično. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost. In še nasvet, če s čim v tej skupnosti niste zadovoljni, potem je najbolje, da 24. aprila odidete na volitve in tam izrazite vašo voljo in vašo prihodnost. Hvala lepa in srečno.